Ne da pozivam, izzivam, ne pridejo in me preiščejo. Ker ne vem, kako ne bi jaz denar pravil, pravzaprav še pravnega stroja ne znam prižgati. Tako je najboljši župan najlepšega mesta na svetu Zoran Janković januarja letos na kongresu svoje stranke vabil organe pregona k sebi v goste. Prejšnji teden so ga res obiskali. Obisk se je zgodil v jutranjih urah in je bil malo bolj množičen, kot bi župan pričakoval. Po vrhu vsega se je izkazalo, da preiskovalce zanima vse kaj drugega kot pralni stroj družine Janković. V belem svetu bi ne bilo nič nenavadnega, ako bi župan po takem obisku in očitanih mu dejanjih odstopil z položaja. Pri nas pa ne. Pri nas se župan najprej vpraša, kaj o tem pravi družina. Druga možnost je pa, da moja družina, govorim po družini, tistem, ki sodelujem, enako je bilo v Mercatorju, oceni, da pač nisem več primeren in potem bi se umaknil. In jo je zbral, to veliko družino svojih sodelavcev, na magistratu. Vsega skupaj se je zbralo 150 mož in žena, ki so domala enoglasno podprli svojega župana. Najbolj goreče seveda člani njegove Pozitivne Slovenije, v imenu katerih je Maša Kociper dejala. V tej situaciji smo se mi kot standard postavili domnevo nedolžnosti. Zelo odločno na strani župana je tudi družinski pravni strokovnjak Lojze Ude. Vsako preiskovalno dejanje me pač ne more omajati v mojem stališču. Kot rečeno, je županova velika družina sodelavcev, kar 150 se jih je zbralo v mestni hiši, domala enoglasno podprla domnevno nedolžnega župana. Popolno uglašenost je kvaril samo en zatežen posamičnik, pisatelj in ravnatelj osnovne šole Prule, Dušan Merc, ki je povedal, da se zaradi vabila čuti izigranega, saj je mislil, da prihaja na posvet, v resnici pa je šlo za... To je bilo aplaudiranje drug drugemu in podpihovanje drug drugega, češ kako je v tej Sloveniji vse narobe. In ne le to, Merc je drznil izjaviti celo... Jaz sem odgovoren ne njemu kot županu in jaz nisem del njegove družine, ampak sem odgovoren svetu zavoda. Pribil je celo, da bi župan moral odstopiti. Ne zato, ker ne bi bili krivi ali ne krivi, ampak zaradi tega, ker je to higienično. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. V danih razmerah ni presenetljivo, da bi marsikdo rad vsaj za kak dan zapustil deželico na sončni strani Alp. A kaj, ko je to zaradi vse splošne finančne krize večinoma nemogoče? Lep načrt za 9-dnevno potovanje v 4 države Južne Amerike, kjer živijo naši rojaki, so si izdelali 3 predstavniki Državnozborske komisije za Slovence po svetu, Franc Pukšič iz Ljudske stranke, Tina Komel iz Pozitivne Slovenije in Jožef Horvat iz Nove Slovenije. Generalna sekretarka Državnega zbora Mojca Prelesnik je kot odgovorna za pripravo stroškovnika izračunala, da bi stroški potovanja za vse 3 poslance znašali okoli 25.000 evrov. Franc Pukšič pa trdi, da bi bilo potovanje mogoče izpeljati tudi za 9.000 evrov.
Kakorkoli že, zaradi nezaslišane potratnosti je izbruhnila afera in poslanci so se obisku rojakov v Južni Ameriki odpovedali. Slišali smo sicer nekatere komentarje, da 9000 evrov za 9-dnevni obisk 3 poslancev pri rojakih v Južni Ameriki niti ni tako huda vsota. Posamezni notranji sovražniki pa širijo celo govorice, da za tako potovanje celo 25 000 evrov ne bi bil pretiran strošek, še zlasti v primerjavi z znanim potovanjem predsednika države Danila Türka v Bosno, ki je davkoplačevalce stalo le nekaj manj kot 90 000 evrov. Bosno moja, divna, mila, divna gizdava. U tebi je Sarajevo, šeker Selvaha. Taka natovcevanja so seveda hudobna in zlonamirna. Od potratnega potovanja predsednika Türka v Bosno je minilo že kar nekaj časa in prepričani smo lahko, da se kaj podobnega zdaj, ko smo pred volitvami, ne more ponoviti. Prav nasprotno, da bi pokazal predvolilno skromnost in nezahtevnost, je predsednik Türk pripravljen v bodoče potovati kar na preprogi iz domače dnevne sobe. Če bi v teh kriznih časih tudi to ne zadoščalo, pa bo na državniške obiske morda letel tudi na kuhinjski krpi za brisanje posode.